Raziskovalni center InnoRenew je te dni praznoval drugo obletnico obstoja. Obletnico so zabeležili s prireditvijo, ki so se je udeležili predstavniki partnerjev, zaposleni v centru in ostali. Pogled na zadnji 2 leti delovanja na InnoRenew pa sta za UBUDI strnila direktorica, izredna profesorica Andreja Kutnar in njen namestnik dr. Mike Bernard. 2 leti polno presenečenj, polno vzponov, polno v bistvu veselja. Vsakokrat, ko smo uspeli privabiti novega raziskovalca, da postane del InnoRenewja, smo se skupaj veselili. Na to so prišla veselja objavljenih člankov, pridobljenih novih projektov. Vedno smo pa našli razlog, tudi kadar je kakšen projekt bil neuspešen, da smo se skupaj poveselili in gradili tudi ob neuspehu duh in ekipo InnoRenew. To me, InnoRenew is a very big opportunity to develop something new, to take a chance with our research and with the way that we interact with society and actually develop something that has a meaningful impact straight from the get-go. So we can design our research in a way that it has an impact on society directly. And the unique thing about InnoRenew is that we get to do that from the start. We get to plan our research that way. InnoRenew pa s svojim delovanjem nikakor nima namena postati lokalni raziskovalni center, temveč globalna organizacija. InnoRenew bo v prihodnosti, po mojem mnenju, postal inštitucija, ki bo šla izven meja Evrope. Večkrat izpostavljamo, kaj je naša različnost, in naša različnost je v bistvu to, da smo odprti v svet, da imamo sodelujoče po celem svetu in v nekje, mogoče 10 letih, vidim InnoRenew kot inštitucijo, ki bo imela tudi globalni pomen, ki bo imela tudi morda v Avstraliji, tudi v Severni Ameriki, podružnice, ampak vseeno mama pa bo še vedno iz slovenskega Primorja. Ob drugem rojstnem dnevu InnoRenew čestitamo tudi mi in jim tudi v prihodnje želimo veliko uspehov.